Dobrodošli nazaj v oddajo V-Faktor. Pogovarjamo se o Albancih iz Kosova in Makedonije v Sloveniji oziroma v Velenju. Z menoj je Lucija Ušaj-Šikovec in pa Bernard Brščič. Zdaj med oglasnim blokom smo imeli z Lucijo čas, da smo poslušali eno krajšo ekspertizo v židovskem vprašanju, ki ga je razložil Bernard. Ampak Bernard, tebi sem vzel prej besedo, smo pa v Velenju, tako da gremo nazaj na Velenje. Prekinil sem te med debato, tako da bi te prosil, če lahko nadaljuješ. Ja, govoril sem o dveh Silicijevih dolinah, ki so nam jih obetali multikulti, se pravi Jesenicah in Velenju, se pravi, kako bomo dobili poplavo zdravnikov, inženirjev, astrofizikov, na kar se je seveda izkazalo, tako kot v drugih zahodnoevropskih državah, da ne gre za nobene intelektualne presežke iz Ivy League univerz, ampak za klasične socialne turiste, ki pravzaprav povzročajo same probleme. Dejansko imamo mi velike težave s to multikulturnostjo. Slovenija, če pogledaš genezo, ni multikulturna država. 3. člen ustave je popolnoma jasen, da je to država državljank in državljanov, utemeljena na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe, kar pomeni, da je to nacionalna država Slovencev, da mi Slovenci nimamo druge države, medtem ko Albanci imajo Albanijo, imajo Kosovo, imajo zdaj tretjo svojo nacionalno državo Makedonijo in ravno Makedonija je po mojem najlepši primer, kaj se zgodi, ko te albanski iridenti ponudiš prst, pa zagrabi za roko. Dejansko lahko po mojem vzorce, ki jih opazujemo pod vlado Zorana Zajeva, prijatelja Dejana Židana, z sodelovanjem tega šiptarskega zeta Žlogarja, našega bivšega ministra za zunanje zadeve in veleposlanika EU, da dejansko ustvarjajo tretjo albansko državo, medtem ko si lahko obetaš po teh vzorcih iz Makedonije, da se bo to počasi začelo dogajati v Velenju. Spomni se nekaj mesecev nazaj razpisa zdravstvenega doma v Velenju, kjer je bil pogoj znanje albanskega jezika. Jaz ne morem verjeti, v Sloveniji je uradni jezik slovenščina. V Jesenicah so zaposlili naprimer prevajalko v albanščino, ki jo plačujemo slovenski davkoplačevalci. Mislim, pa to je narobe svet. Dejansko gre za suspens ustavne ureditve, suspens slovenske nacionalne države in je to zgolj simptom nekega etnomazohizma in pravzaprav nacionalnega samomora. Vsako leto se iz Slovenije izseli 8.000 Slovencev, medtem ko v Velenju, v Jesenicah, visoko izobraženih ali pa tudi ne tako visoko izobraženih, v vsakem primeru pa prihajajo v bistvu migranti z ničelnim človeškim kapitalom, ki prinašajo same kulturne probleme in v ekonomskem smislu ne bodo prispevali nič. Dejansko je z našo migracijsko politiko vse narobe. Namesto da bi se osrediščali na Slovencem kulturno podobne države, zlasti mislim na demografski bazen Ukrajine in pa Rusije, kjer bi lahko nadomeščali recimo demografski primanjkljaj, ali pa neko proaktivno demografsko politiko repatriacije okoli 600.000 Slovencev iz Argentine, iz Združenih držav Amerike. A veš, Bojan, če bi slovenska država Slovencem ponudila 1963 evrov oskrbnine, kot stane en migrant, sem prepričan, da bi marsikateri Slovenec prišel iz Argentine nazaj. Ampak dejansko gre za projekt nadomestitve, se pravi, Slovenci, poberite se iz te države in to bo četrta albanska država. Kako pa smo mi, zdaj Lucija, ti si pravnica, pa kako pa smo mi, a četrta albanska država bo tole, kako? Ja, sem te prav razumel? Ja. Bernard?
Ja, mislim, čez 10 let, če transplantiraš vzorec iz Makedonije, kaj se v Makedoniji dogaja, ko so jim v bistvu pod Zajevom zdaj priznali uradni jezik albanščina, in če gledaš, kaj se dogaja v Velenju, da zaposlujejo zdravnike z obveznim znanjem albanščine, pomeni in upoštevanju pobude gospoda poslanca SMC Matiča in poslanke Združene levice Tomičeve, da ustanavljajo v bistvu urad za manjšine nekdanje Jugoslavije, se obnavlja Jugoslavija na območju Slovenije. Mi smo se pa Bojan leta 1991 osamosvojili zaradi tega, ker smo hoteli biti na svojem, hoteli imeti etnocentrično slovensko državo. Jugoslavija kot multikulturna tvorba ni bila dobra za obstoj slovenskega naroda, pa nam zdaj pravzaprav prodajajo Jugoslavijo na 20.000 kvadratnih kilometrih. Zdaj, to sem hotel vprašati, Lucija, pa sem se vrnil v tej četrti albanski državi, ki me je zaintrigiralo. To me zanima, zdaj, a je problem te naše zakonodaje, kaj je tukaj premalo rigorozna, ali je slabo spisana, ali je to posledica tega, da nimamo dobene strategije do migrantov? Mislim, v čem je problem, da so recimo zdaj cele skupine ljudi, ki sem prihajajo, tako spretni pri izkoriščanju teh socialnih transferjev pri nas. Očitno se do tega čisto zlahka pride. Bojan, jaz bom rekel, da je ta prispevek RTV-ja, ki si ga to je zelo romantičen prispevek, če si opazil. Bral sem zdaj par člankov na to temo in se mi zdijo fascinantne, bom rekel, informacije, do katerih so se dokopali nekateri naši novinarji, recimo cele skupine teh albanskih žena prihaja sem, tukaj so prijavljeni na enem naslovu, ko pridejo upravni delavci prekontrolirati stvari, vidijo, da moški, ki jih je pravzaprav povabil sem, je sicer prijavljen tukaj, ampak dela v Belgiji, v Nemčiji, pa tukaj kljub temu prihaja neka socialna podpora, mislim, človek se preprosto z tega več ne znajde. Ti bom tako povedala, tudi določeni upravni delavci ne izdajajo dovoljenj za bivanje in se borijo proti temu. In recimo, če sem jaz dobila stranko, da sem se pritožila, pač kot odvetnik sprejmeš stranko kot stranko, me je vedno fasciniralo, da smo z pritožbo na ministrstvu uspeli. Lahko smo naredili še tako trapasto pritožbo, vedno smo uspeli in ministrstvo je, tudi če so delavci na prvi stopnji zavrnili dovoljenje za bivanje, je ministrstvo te zadeve izničilo. Tako da definitivno gre za državno politiko in bi se pridružila temu, kar pravi Bernard, ker leta 1991 na ulicah Ljubljane nisi slišal drugega kot slovenščino, ker vsi so znali slovensko govoriti, pa moram reči, da so Albanci še dost, kar se te slovenščine tiče, še dost učljivi, drugi manj, ampak takrat smo imeli svojo državo in se jih ni slišalo. Danes hodiš po Ljubljani od glasbenikov ali karkoli že so naprej, slovenščina je v bistvu izrinjena iz glavnega mesta Slovenije. In to je državna politika, to niso slučajni. Tle bi jaz rekel, da ima Bernard prav. Jaz sem bil v petek, iz petka na soboto sem prenočil na Rogli, v hotelu Planja in v tisti restavraciji Koča, ki je gor, to je bil večer dalmatinske glasbe. Mislil sem, da sem nekje na Hvaru ali pa na Bolu, na Braču ali karkoli. Mislim, to je res je sramota. Veliko hrvaških gostov, samo je zelo nenavadno. To sem hotel reči, kaj je zdaj tam tako groznega v Velenju, da celo Kontič, ki je sicer eden od vodilnih politikov socialdemokratov, piše zdaj pisma vlado, predsedniku države, predsedniku parlamenta. A je zdaj tam, mislim, kaj je tista točka zdaj tam, oziroma kaj je tam zdaj prelilo? Da so domačini proti, on pa zdaj igra na igro volitev, in se skuša prikazati. Domačini so proti čemu? Proti prisiljevanju Albancov, oziroma vseh iz Balkana. To Slovenci vemo, da ni delovnih mest, da ne rabimo mi takšne delovne sile neizobražene in da nimamo dejansko sploh evidentiranih potreb za te delavce. Mislim, prvo bi mogla država evidentirati, katere vrste profila delavce rabi, potem te delavce zaposliti, jim dati dovoljenje za točno določeno delo. Če ga ne opravljajo, mislim, tukaj se nimaš več kaj pogovarjati. In to ni nobenih združevanj družin. To so, kot Slovenci hodijo v tujino delati, ne da bi celo družino za sabo vlekali. Tako se pač hodi delati v tujino, če si hočeš izboljšati standard. To je pa okupacija, kar delajo. To pa privlečejo sabo cele družine in
dejansko, se pravi, ta prispevek je bil zelo romantičen, ne? To ni bil proti albanski, ta na RTV-ju. To se je potem, kot se spomnim, se je zaključilo, kako je to krasno in fino in fajn. Ne? Tako da... Benad, kaj zdaj lahko pravzaprav, zdaj verjamem, da občina Velenje proti temu ne more nič narediti, ampak kaj bi mogla pravzaprav recimo zdaj država narediti? Mislim, da je ta gospod Kontič pravi hinavec. On je bil tisti, ki je pozival in se zgražal nad svojimi sokrajani, ki so opozarjali že pred 2-3 leti na tem, kar se dogaja. On je na vsak način hotel imeti migrantski center v Velenju, hotel je signalizirati krepost, kot vsi njegovi tovariši iz stranke. Seveda potem, ko ugotovijo tovariši, da sobivanje s temi kulturno popolnoma odtujenimi in slovensko civilizacijo nezdružljivimi osebki, ki ne znajo slovenskega jezika, ki se kulturno pravzaprav v celoti razlikujejo, ker prihajajo iz neke islamske kulture, potem ugotovijo, da pa to mogoče ni najboljša rešitev in bi gospod Kontič seveda ne imel tega v svojem vrtu in bi zdaj to prestavil na državo. Ključen problem je, da mi nimamo jasne demografske politike, da bi morali reči, da je Slovenija nacionalna država Slovencev, etnocentrična država in da če potrebujemo delovno silo, je potrebno pogledati, kakšne profile. Gotovo to niso neke čistilke, skratka nekvalificirana delovna sila. Še to bi opozoril, da v bistvu s tem režemo pravzaprav vejo najslabše plačanim poklicnim skupinam, zaradi tega, ker je stalno nek pritisk, tako imenovana rezervna industrijska armada iz Kosova, ki znižuje plače. V bistvu se bodo morali tudi delodajalci počasi začeli navaditi, da ko je primanjkljaj delovne sile, ne pomeni nujno, da je to rešitev imigracija, ampak da je lahko rešitev plačaj naše delavce bolje, ali pa ne nazadnje nadomestitev kapitala in dela. Veš, z boljšo kapitalsko opremljenostjo že zaposlenih se lahko poveča produktivnost in gotovo mi ne potrebujemo nekih panog z delovno intenzivno, ker ne moramo s tem konkurirati. Tako da je ta politika pravzaprav migrantska popolnoma bolna in bi morali v bistvu, dokler ni neke jasne strategije, ustaviti kakršnokoli priseljevanje, gospodom iz gospodarske zbornice in združenja delodajalcev reči, ne, gospodje, boste plačevali slovenske delavce spodobno in bo potem vsem bolje. Ne more biti Slovenija zdaj raison d'etat, blaginja Bosancev, Alžircev, Egipčanov, Turkov, ne vem koga. Poslanstvo Slovenije je skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Ampak to je recimo eden od večjih problemov, ki opozarjajo Velenjčani, recimo je to, da država ponuja recimo tečaje slovenskega jezika, ne? Ampak da ni interesa in da se pravzaprav zdaj tile migranti pač ne hodijo, preprosto rečeno. Ne? Pa me zdaj to zanima vajno mnenje, ali je to del neke načrtne politike, da se ne hodi na te tečaje slovenskega jezika, če so plačani, ali tu so tu kakšni drugi razlogi? Torej, verjetno gre to za isto politiko. Malo pa še 3 minute do konca. Ja, isto politiko, kot je šlo v Srbiji, smo videli, kako se je začelo. Ne? Srbi so lahko imeli orožje, Albanci so se pa razmnoževali. In verjetno gre tukaj za to dejansko, da je to izpod njihove časti, da bi se učili slovenščino. Tako da bi rekla, da gre kar za politiko. Načrtno politiko? Načrtno, ja. Benad, ti razmišljaš podobno? Dejansko gre za načrtno politiko, zlasti v navezi z izrojeno levico, te multikulti agendo. Dobro, zdaj levica piše pisma, ne, sicer, ne? Ja, piše pisma, gospa Fajonova pa še vedno po Twitterju poziva k neki strpnosti, k integriranju, ampak poglej, integrira situacija kaže, da velike integracije ni, ne? Nobene integracije ni. Ker zakaj bi se integrirali, če
praktično lahko živijo v svojem mikrokozmosu, če jim slovenska država plačuje socialne transferje. Slovenski upokojenci pa morajo z 621 evri povprečne pokojnine shajati, medtem ko migrantska oskrbnina, kot rečeno, je pa trikratnik te povprečne pokojnine. Mislim, popolnoma narobe svet, da dajemo za migrante recimo 123 milijonov evrov. Ampak zanimivo, ta migrantska politika, mogoče bo to zdaj letos, ne? Ampak dobro, mi smo govorili o nekih drugih migracijah, tam iz Bližnjega vzhoda, ne? In Afrike. In pa sej to je isto, to je v bistvu problem islamskih migracij, ali jih imaš iz Bosne, ali iz Albanije, ali iz Sirije. V bistvu gre za to, da gre za kulturno nezdružljiva migrante in da v bistvu integriran musliman je protislovje v izrazih. Ali je integriran in ni musliman, ali je pa musliman in ni integriran. Jaz bi še to dodala. Zelo hitro, ker imamo še par sekund. Ja. Torej, jaz sem kot študentka prevajala župana Rožiča, ali kaj je bil, in je povedal Italijanom, da je on ponosen, da je vsak tretji Ljubljančan prihaja z juga. Torej, tega stavka ne bom pozabila, pa sem bila takrat študentka. Tako da to ni nekaj novega, ampak so se takrat umaknili, potem leta 1991 so dobesedno zbežali, potem so se pa žal vrnili v mnogo številčnejši obliki. Dobro, Lucija, najlepša hvala za komentarje. Tema je vroča, Velenjčani so me danes cel dan oblegovali z raznimi vprašanji, pa še to naj povemo, pa še to naj komentiramo, tako da se bomo očitno k temi zagotovo še vračali. Gremo na oglase, potem se vrnemo pa nazaj k odstopu Mira Cerarja.